Mirjam Sepeš Imavčec se je rodila leta 1971 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskovala v Radencih, srednjo šolo pa na tedanjem Srednješolskem centru tehniško-pedagoške usmeritve v Murski Soboti. Študij je nadaljevala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer je leta 1996 diplomirala na študijskem programu računalništvo. Istega leta je pričela s podiplomskim študijem po programu enovit doktorski študij. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjala leta 2001. Dr. Mirjam Sepeš Imavčec je trenutno zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer predava na študijskem programu telekomunikacije. Njeno raziskovalno področje so jezikovne tehnologije, predvsem statistični modeli pregibnih jezikov in strojno prevajanje. Zadnjih nekaj let se ukvarja tudi s strojnim učenjem v različnih inteligentnih okoljih. Kot raziskovalka sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Pomurska akademkinja doktorica Mirjam Sepeš Imavčec se je včasih po doktorati priključila Pomurski akademiji in sikdar na nje dala fejst zanimivo predavanje na naši konferenci, ali pa tudi sicer smo jo bili z veseljem radi, da je se odzvala našim povabilom, tudi kakšne druge predavanja ali pa aktivnosti pazuje. In njeno osnovno področje je računalništvo in toliko bolj zanimivo, zavolo toga, ker je v najbolj tesnoj zvezi z umetno inteligenco. Če se spomnimo njenih prejšnjih predavanj, recimo, da nam je tudi z prevajalniki pokazala, kako da razvoj na tom področju hitro šel naprej in ga dejansko lahko tudi vidimo. No, zdaj pa je dnešne predavanje povezano z nekim, kad je fejst lahko pomagalo, predvsem pri ljudeh, ki že niso mogoče pomoč, in znamo, da te pomoči pri živih ljudeh, pomočnikaj, ne da toliko, koliko da je trebalo. Ne da je toliko teh oskrbovancev na razpolago, plus toga ne da mogli sikdar biti poleg. Senzori in pa seveda računalniška podpora, ali eno področje umetne inteligence na tom področju, pa je 24 ur na dan v službi, če tako povemo, in seveda tudi fejst natančno lahko gledajo kakšnekoli nevarne spremembe na telesi. In fejst zanimivo predavanje, ker ga tematika, da se prej ali sledi vsakoga od nas doteknula, zavolo toga vabim, ka si fejst zanimivo predavanje Pomurske akademkinje doktorice Mirjam Sepeš Imavčec poglednemo, pa se tudi dosta z toga vsi skupaj naučimo. Daljša pričakovana življenjska doba ljudi je eden izmed največjih dosežkov moderne družbe, ki pa prinaša nove izzive tako za posameznika kot tudi za družbo. Starajoča družba namreč pomeni večjo obremenitev zdravstvenih in socialnih sistemov, hkrati pa si tudi starejši ljudje želijo čim dlje ostati v domačem okolju. Kako bi pri tem lahko pomagala sodobna tehnologija? Domove lahko opremimo z različnimi senzorji, ki spremljajo dogajanja oziroma spremembe, kot so senzorji gibanja, temperaturni senzorji, senzorji, ki zaznavajo pretok vode, senzorji, ki zaznavajo odpiranje vrat, predalov in podobno. Ideja našega raziskovalnega dela je preveriti, če iz vrednosti senzorjev lahko razpoznavamo osnovne aktivnosti stanovalca, kot so spanje, umivanje, oblačenje ter odhod od doma, in ali iz zaporedja razpoznanih aktivnosti lahko sklepamo o vedenju stanovalca in morda tudi zaznamo nenavadni vzorec, ki lahko nakazuje na določene zdravstvene težave. Za namen razpoznavanja aktivnosti stanovalcev pametnih domov je bilo ustvarjenih več zbirk podatkov, ki so prosto dostopne v raziskovalne namene. Zbirke vsebujejo podatke senzorjev v daljšem časovnem obdobju, tudi po nekaj mesecev. V zbirkah so tudi časovno označene aktivnosti stanovalca, ki jih je beležil stanovalec sam. Iz podatkov v zbirki smo zgradili modele, ki z veliko točnostjo iz senzorskih podatkov določijo aktivnost, ki jo je z največjo verjetnostjo v tistem trenutku opravljal stanovalec.
Iz zaporedij aktivnosti, ki jih je stanovalec opravil v časovnem razponu enega dneva, smo določili vzorce njegovega tipičnega obnašanja. Vzorci obnašanja stanovalca so lahko dobra osnova za zaznavanje nenavadnega zaporedja aktivnosti, ki lahko nakazuje zdravstvene težave stanovalca. Hvala za besedo. Raziskava, ki jo bom predstavila, je nastala v sodelovanju z sodelavcem Gregorjem Donajem, najprej v okviru projekta IQ-dom, potem smo pa po izteku projekta z raziskavami še malo nadaljevala, tako iz čiste raziskovalne radovednosti. Zdaj, kaj je motivacija pričujočega raziskovalnega dela? To je podatek, da tako število, kakor tudi delež starejših v populaciji praktično v vseh državah sveta naraščata. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je bilo število ljudi starejših od 60 let leta 2019 okrog 1 milijarda, napovedujejo, da jih bo leta 2030 okrog 1,4 milijarde in leta 2050 kar 2,1 milijarde. V Sloveniji je bilo leta 2019 prebivalcev starejših od 65 let okrog 18%, dobro leto zatem je ta delež narasel že na 20% in v ne tako daljni prihodnosti modeli napovedujejo, da jih bo nekje okrog 30%. Podaljševanje pričakovane življenjske dobe je seveda eden izmed največjih dosežkov moderne dobe. Hkrati pa jasno, da prinaša nove izzive, tako za posameznike kot za družbo. Staranje prebivalstva prinaša demografske spremembe, ki imajo posledice za posameznike, kakor tudi za družbo kot celoto. Seveda starejši prebivalci jasno, da predstavljajo večje obremenitve za tako zdravstveni, kakor tudi socialni sistem. Vemo, da so stroški oskrbe starejših v domovih za starejše bistveno višji od stroškov, ki jih je imela ta oseba, ko je še lahko živela doma. Po drugi strani pa starejši želijo čim dlje ostati doma, čim dlje ostati v domačem okolju, čim dlje želijo ostati samostojni in neodvisni. No in vsa ta dejstva so spodbudila hiter razvoj novih tehnologij, ki bi v tej novo nastali situaciji lahko bila v pomoč. Zdaj večkrat slišimo pojem pametni dom. Ena od definicij pravi, da je pametni dom okolje, v katerem je življenje stanovalcev zaradi uporabe tehnologije udobnejše. Zdaj, eden od načinov, kako narediti bivanje stanovalcev udobnejše oziroma predvsem varnejše, so tehnologije, ki omogočajo spremljanje dejavnosti stanovalca. To lahko naredimo na več različnih načinov. Najbolj celostno lahko spremljamo dejavnost stanovalca z sistemi z videokamerami. Ampak tukaj kaj hitro trčimo ob problem zagotavljanja varnosti podatkov in predvsem zasebnosti stanovalcev. Za stanovalca jasno je zelo neugodno, če je ves čas pod nekimi videokamerami. Drugo skupino pa predstavljajo sistemi, ki temeljijo na uporabi senzorjev in pametnih naprav. Tukaj delimo pristope v dve podskupini in sicer prvo skupino predstavljajo sistemi, ki temeljijo na nosljivih senzorjih in pametnih napravah, ampak tukaj je spet problem, kadar gre za starejše prebivalce, v smislu pozabijo si nadeti značko, pozabijo menjati baterijo na napravi in podobno. No in zadnjo skupino pa predstavljajo pristopi, ki temeljijo na okoljskih senzorjih. Okoljski senzorji pa so nameščeni v različnih točkah v stanovanju in zanje vsaj načeloma stanovalec ne rabi kaj dosti skrbeti. No in ideja naše raziskave je bila proučiti metode, s katerimi bi iz vrednosti senzorjev lahko sklepali o aktivnostih stanovalca. In v drugem delu naših raziskav smo razmišljali, ali iz zaporedja razpoznanih aktivnosti stanovalca pametnega doma lahko tvorimo vzorce tipičnega vedenja stanovalca,
ki bi nam služili kot osnova za to, da bi zaznali nekaj nenavadna zaporedja aktivnosti, nenavadne vzorce obnašanja stanovalca, ki bi lahko nakazovali zdravstvene težave. Zdaj, naslednja slika prikazuje en tak vzorčen primer stanovanja, opremljenega z okoljskimi senzorji. Tukaj vidimo recimo senzorje nameščene na vratih, in so to torej senzorji, s katerimi zaznavamo odpiranje, zapiranje vrat. Potem so senzorji gibanja, ki ena skupina senzorja zaznava gibanje v manjšem obsegu, v manjšem radiju, tako lahko zaznavamo, ali je oseba recimo ob pisalni mizi, ob toaletni mizi, v postelji, pri jedilni mizi in podobno. In pa senzorji gibanja večjega obsega, s katerimi zaznavamo prisotnost osebe v določenem prostoru. Potem so senzorji, s katerimi zaznavamo pretok tople in hladne vode, recimo v kopalnici, pri kopalni kadi, umivalniku, WC-ju, in pa senzorji, ki zaznavajo uporabo gospodinjskih aparatov, recimo v kuhinji je to pečica, mikrovalovna pečica, odpiranje, zapiranje hladilnika, predalov v kuhinjskih elementih in podobno. Zdaj, katere so tiste tipične dnevne aktivnosti, ki jih s pomočjo tehnologije skušamo razpoznavati? Zaenkrat nabor dnevnih aktivnosti še ni standardiziran in se razlikuje od primera do primera. Je pa tukaj naštetih nekaj takih tipičnih dnevnih aktivnosti, ki jih raziskave iz tega sklopa običajno pokrivajo. To je aktivnost uporaba stranišča, torej kopanje, tuširanje, urejanje v smislu oblačenja, kuhanje, čiščenje, spanje, prebujanje, delo na domu in odhod od doma. Zdaj, v raziskovalne namene obstaja relativno velika množica različnih podatkovnih zbirk, ki so prosto dostopne in vsebujajo podatke o aktivnostih stanovalcev. Običajno gre za eksperimentalna stanovanja, v katerih je bival od 1 do 2 stanovalca, starih od 24 do 65 let. Nekatere zbirke obsegajo aktivnosti, ki so jih stanovalci opravljali po vnaprej določenih scenarijih, druge pa spontane aktivnosti. Zdaj, obseg zbirke od nekaj dni do več mesecev, pa tudi leto in več. V zbirki so pa shranjeni podatki senzorjev, običajno stanje senzorjev za vsako sekundo in časovno označene aktivnosti stanovalcev, ki so jih stanovalci zapisovali, beležili v dnevnike. Zdaj, mi smo v svojih eksperimentih uporabili 2 podatkovni zbirki, in sicer ena je iz zbirke Casas, druga pa Casteren. Zdaj, na podlagi podatkov podatkovnih zbirk učimo različne klasifikacije aktivnosti. Zdaj, tukaj je naštetih nekaj najbolj tipičnih pristopov. V zadnjem času se zelo uveljavljajo pristopi na osnovi nevronskih mrež. No, s kolegom smo pa uporabila naivni Bayesov klasifikator in pristop s prikritimi modeli Markova, ki sva ga pa dopolnila z Markovo verigo aktivnosti, s katero smo statistično modelirala zaporedja aktivnosti in z dodanim stroškom prehoda med aktivnostmi. Eksperimentalno smo namreč zaznala, da prikriti modeli Markova težijo k pogostemu prehodu med aktivnostmi. In da sva te prehode omejila, sva dodala ta strošek. No, na tej tabeli so prikazani rezultati, iz česar vidimo, da določene aktivnosti z zelo veliko točnostjo razpoznavamo. Predvsem je to prehod iz postelje do WC-ja, potem čiščenje in oblačenje, medtem ko malo slabše pri kuhanju in delu od doma. Ta tabela prikazuje še rezultate posameznih metod. V zadnji vrstici je ta najbolj izpopolnjen model s prikritimi modeli Markova, s tem stroškom prehoda med aktivnostmi in Markovimi verigami aktivnosti. No, spodaj pa je ravno prikazan ta fenomen, ko metoda prikritih modelov Markova teži k prehodu med aktivnostmi. Zgoraj je prikazan referenčni signal za spanje, spodaj pa razpoznana aktivnost spanja. Tako potem v nadaljevanju sva se vprašala, ali bi lahko zdaj te sekvence razpoznanih aktivnosti grozdila v neke tipične vzorce, značilne za stanovalca. V ta namen sva podatkovno zbirko ustrezno predelala v take vektorje, zdaj ena vrstica ustreža enemu dnevu, enica pomeni aktiven senzor, pri senzorskih vrednostih, enica pri aktivnostih pa aktivnost, ki je bila v tistem trenutku upravljena.
No, potem sva iz teh podatkov tvorila vektorje dnevnih aktivnosti in vektorje aktivnih senzorjev po času. Torej, za vsak dan sva tvorila en vektor aktivnosti in en vektor aktivnih senzorjev, pri čemer je vsak element v vektorju predstavljal aktivnosti v tisti sekundi oziroma aktivne senzorje v tisti sekundi. Potem sva razmišljala, katero razdaljo uporabiti, ki bi nam omogočila primerjati te dve vektorje oziroma odkrivati podobnosti med vektorje. Tukaj sva potem izhajala iz dveh zelo znanih metrik, to sta Hemingova in Levensteinova razdalja, ki sva jih malo prilagodila za potrebe primerjanja vektorjev aktivnosti oziroma aktivnih senzorjev. No, potem sva to metriko, ki sva jo izpopolnila, uporabila za to, da sva izvedla grozdenje teh vektorjev z namenom določanja particij, in sicer vsaka od definiranih particij bi predstavljala eno tipično vedenje uporabnika. No, potem, ko sva imela te razdalje izračunane, izvedeno grozdenje, potem sva ponovno prikazala razdalje med vsemi vektorji vseh dnevov in jih ustrezno obarvala z niansami od rdeče do zelene, pri čemer rdeča označuje večjo podobnost med vektorje, zelena pa manjšo. No, in zdaj iz tega slike vidimo, kako lepo so izrazito izstopili ti vzorci, ki sodijo skupaj v isto particijo. Potem sem v nadaljevanju želela pogledati, ali lahko vidimo katero tipično vedenje vzorci, katere particije izkazujejo. In tukaj na levi imamo za eno od teh vzorcev prikazane zaporedne dneve, različne barve označujejo različne aktivnosti. Potem na desni strani sva jih pa preuredila glede na dobljene particije. In zdaj vidimo zgoraj, v prvi particiji je v tem konkretnem eksperimentu samo en vektor. Gre za primer, ko je stanovalec zgodaj vstal in zapustil stanovanje. Potem tretja particija, vidimo, da gre za dneve, ko je stanovalec, ko je vstal, opravljal še številne različne aktivnosti, od urejanja, kuhanja, prehranjevanja in potem zapustil dom. Četrto particijo pa predstavljajo dnevni vektorji, ko je stanovalec vstal in mogoče ena, dve aktivnosti in potem zapustil dom. Zdaj, z do sedaj upravljenimi raziskavami sva pokazala, da lahko z uporabo relativno preprostih okoljskih senzorjev z zelo visoko zanesljivostjo in točnostjo razpoznavamo aktivnosti. In z spremljanjem aktivnosti stanovalcev v daljšem časovnem obdobju lahko določimo tipične vzorce vedenja. In ti vzorci so nam v nadaljevanju lahko dobra osnova za zaznavanje nenavadnega zaporedja aktivnosti. Pač imamo nek vektor, za katerega vidimo, da odstopa od vseh predefiniranih particij. In potem lahko le-ta nakazuje, da so se pri stanovalcu pojavile določene zdravstvene težave, predvsem vezane na kognitivne težave posameznika. Hvala. Ste vedeli? Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da se bo do leta 2050 število ljudi, ki so starejši od 60 let, kar podvojilo.
kjer se prepletajo kulture, jeziki, okusi in doživetja v neskončnih razgledih preteklosti in prihodnosti. Vinarium Lendava.